Pomurskem dnevniku. Prioritete evropskih političnih skupin. Največ samomorov v Cerkvenjaku. Izjemna zaposlitvena napoved. Nov val spletnih prevar. Vreme, jutri pretežno jasno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. V prejšnji oddaji smo predstavili vsebine, ki jih bodo v Evropskem parlamentu zasledovale tri največje evropske politične skupine. Toda v hramu evropske demokracije je trenutno oblikovanih 7 političnih skupin. Zato se bomo tokrat osredotočili na preostale 4 grupacije, ki bodo imele pri potrjevanju evropske zakonodaje, proračuna in nadzorovanja ostalih institucij prav tako pomembno vlogo. Zaradi razdrobljenosti parlamenta bi bila lahko njihova vloga bistveno močnejša. Skupina Zelenih Evropske svobodne zveze je s 74 sedeži četrta največja politična skupina v Evropskem parlamentu in jo sestavljajo poslanci zelenih, piratskih in regionalnih strank ter nestrankarski poslanci. O prioritetah politične skupine je spregovoril eden izmed njenih 2 predsednikov, Philippe Lamberts. Une société plus juste, une société plus durable, une société plus démocratique. Ce sont les 3 axes, les 3 fibres de l'ADN de l'écologie politique et en fait, vous ne pouvez pas les séparer. Toute action européenne, alors ça peut être une action législative, adopter une loi ou dépenser de l'argent ou lever de l'argent, doit obéir à la double contrainte de réduire notre empreinte écologique et de réduire les inégalités. Et si vous passez toute l'action politique à ce crible-là, en fait, vous changez complètement de politique. Et donc, si vous voulez, ce que nous voulons, c'est changer le cadre de référence. Člani zelenih prihajajo iz 16 držav članic Evropske unije, pri čemer jih je največ iz Nemčije, Francije in Združenega kraljestva. V tem trenutku zasedajo 2 podpredsedniški mesti ter 2 mesti predsednikov parlamentarnih odborov. Identiteta in demokracija je nova in 5. največja skupina v Evropskem parlamentu. Za predsednika skupine je bil junija izvoljen Marko Zani, ki je jasno izpostavil njene ključne prioritete. Jobs and growth, security and tackling illegal immigration. We have to focus on the policies that can bring common benefit if we do it together and leave other policies at the national level. So our message is that we want an European Union that is less bureaucratic, is simpler and it is closer to the EU citizen. Poslanci identitete in demokracije prihajajo iz 9 držav, večina izmed njih iz strank Italijanske lige, francoskega nacionalnega zbora in nemške alternative za Nemčijo. Zanimivo je, da skupina nima predstavnikov med podpredsedniki trenutnega sklica Evropskega parlamenta, prav tako ne vodi nobenega izmed parlamentarnih odborov. Desnosredinska skupina evropskih konzervativcev in reformistov je bila ustanovljena leta 2009. Z 62 sedeži je trenutno druga najmanjša skupina v Evropskem parlamentu. Njeni člani prihajajo iz 15 držav. Podobno kot skupina zelenih imajo tudi reformisti 2 predsednika. Poglede stranke je predstavil Rafael Fito. Il nostro gruppo europeo dei conservatori e riformisti è un gruppo che ha alcuni valori fondamentali nel suo atto costitutivo, nel documento di Praga, dalla difesa della famiglia al libero mercato al rispetto della sovranità nazionale. Siamo eurorealisti, non vogliamo sfasciare nulla, ma al tempo stesso siamo convinti che così come le cose sono andate fino ad oggi vanno assolutamente male e bisogna cambiare profondamente questa Europa. Skupina evropskih konzervativcev in reformistov predseduje 2 parlamentarnima odboroma. Konfederalna skupina Evropske združene levice, zelene nordijske levice, je bila ustanovljena leta 1995 kot zavezništvo socialističnih in komunističnih strank in je trenutno najmanjša skupina v Evropskem parlamentu. Tudi omenjena skupina ima 2 predsednika, pri čemer je prihodnje aktivnosti predstavil Martin Schiedervan. Die Grundwerte unserer Gruppe sind Solidarität, Gerechtigkeit, Frieden und universelle Menschenrechte. Die GUE-NGL setzt sich im Europäischen Parlament für Klimagerechtigkeit ein. Wir sorgen für Steuergerechtigkeit, das heißt, dass Konzerne und auch Vermögende wieder ihren gerechten Anteil am Steueraufkommen zu leisten haben und wir
setzen uns für die Interessen der arbeitenden Bevölkerung ein. Das heißt, wir wollen Arbeitnehmerinnenrechte stärken und auch soziale Sicherungssysteme stärken. Združena levica je dobila eno mesto podpredsednika Evropskega parlamenta, prav tako pa vodi enega izmed 20 parlamentarnih odborov. V Sloveniji vsako leto zaradi samomora umre več kot 300 ljudi. Največ v občini Cerkvenjak v Slovenskih Goricah, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Samomor, ne, predvsem samomor. Tako nam župnik Janko Babič iz župnije Svetega Antona v Slovenskih Goricah kaže zabeležen samomor na skoraj vsaki strani mrliške knjige. Imeli smo pred leti en samomor mladega fanta, torej lahko so tudi ljubezenske prepiri. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje z najvišjo vrednostjo samomorilskega količnika občina Cerkvenjak krepko odstopa od povprečja. Podatki Nacionalnega inštituta nas res skrbijo, pa upam, da v naslednjih letih res se ta odstotek bistveno zniža. Razlog za visoko stopnjo umrljivosti zaradi samomora bi v Cerkvenjaku lahko iskali tudi v njegovi geografski legi. Ja, žal, to so tudi vinorodna območja, ampak seveda ni samo to, ne. Seveda tu so različni vzroki, med katerimi vstopajo predvsem socialne in finančne stiske. Do samomorov največ revščina pripela, ne? To je sigurno. Ni socialne pomoči tako, pa ljudje onemu delajo škodo. Starejši po besedah župnika potrebujejo predvsem poslušalca. Večja težava je pri mladih, ki so bolj zaprti. Zato pa lahko vsi mladi dobijo anonimen, brezplačen in hiter strokovni nasvet na spletni strani tosemjaz.net. Slovenski delodajalci ocenjujejo, da se nam v zadnjem trimesečju obeta ugoden zaposlitveni utrip. Pravzaprav s kar plus 17% beležimo eno najbolj optimističnih napovedi v regiji. Pričakovane trende gre pripisati predvsem stanju v panogah rudarstva in kamnin ter javnem sektorju in socialnih storitvah, kjer so po poročanju STA priča najmočnejšim zaposlitvenim napovedim v zadnjih 9 letih. Dobro pa v tem pogledu kaže tudi Pomurcem. Glede na regije, najmočnejši zaposlitveni utrip v Sloveniji pričakujemo prav v severovzhodni regiji. Neto napoved zaposlovanja naj bi v naših koncih znašala kar plus 18%. Gre za najboljši rezultat od začetka izvajanja raziskave in to že drugo četrtletje zapored. Najmočnejše zaposlitvene namere so prisotne pri delodajalcih v proizvodni panogi. Prav tako dobro kaže v gradbeništvu, panogi rudarstva in kamnin ter javnem sektorju in socialnih storitvah. Manj razveseljive so napovedi v panogah kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova ter gostinstva in hotelirstva. Policisti so obravnavali poškodovanje kombajna. Več v nadaljevanju. Policisti policijske postaje Gornja Radgona so prejeli prijavo občana o poškodovanju kombajna za silažo. Kot so sporočili iz policijske uprave Murska Sobota, je zbiranjem obvestil bilo ugotovljeno, da je neznani storilec na njivo, posajeno s koruzo, nastavil nerjavečo cev dolžine 20 cm, ki jo je med obdelavo njive s kombajnom za siliranje koruze nato zadev prijavitelj. Pri tem je prišlo do poškodbe kmetijskega stroja, ki po nestrokovni oceni znaša okrog 10 000 evrov, so zapisali v policijski upravi Murska Sobota. Glede na kraj storitve bodo zadevo odstopili policijski postaji Lenart, še dodajajo soboški policisti. Policija opozarja na ponovno povečanje spletnih goljufij. Tokrat so na vrsti tako imenovane direktorske prevare. Slovenske družbe in organizacije so v zadnjem obdobju spet tarča spletnih goljufov. Goljufi v imenu direktorja običajno računovodstvu ali tajništvu družb oziroma organizacij pošiljajo elektronska sporočila z navodili o nakazilu več 10 000 evrov na transakcijski račun v tujini. Goljufi prav tako naprošajo za preverjanje trenutnega stanja finančnih sredstev na računu družbe in možnosti takojšnjega plačila, pri čemer posredujejo vse potrebne podatke prejemnika nakazila.
Največkrat gre za transakcijski račun fizične ali pravne osebe v Veliki Britaniji in Španiji. Imetniki bančnih računov so tako imenovane denarne mule, ki nakazan znesek praviloma takoj dvignejo in po drugi denarni poti, navadno z nakazilom prek plačilnega sistema Western Union, prenakažejo goljufom, določen znesek pa obdržijo kot provizijo za opravljeno storitev. Ti plačilni sistemi ne omogočajo popolnega sledenja denarnim transakcijam, zato je sled za denarjem lahko za vselej izgubljena. V zadnjih 2 tednih je policija na območju policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Kranj in Nova Gorica obravnavala več spletnih goljufij tipa direktorskih prevar. Pri tem so slovenski subjekti utrpeli finančno škodo v skupni višini preko 300 000 evrov, so povedali na policiji. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo o tem, da je zadeva postala uradna, in sicer, da sta občina ter investitor, ki obljublja 400 novih delovnih mest, podpisala pogodbo. Več na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh, pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 23 stopinj Celzija. Opoldne ste v Lendavi namerili 19, v Krajinskem parku Goričko 20 ter v Murski Soboti in Radencih še stopinjo več. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Burja na Primorskem bo popoldne slabela. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 11, čez dan pa bodo termometri pokazali 26 stopinj. V petek bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. V soboto bo na Primorskem sončno, šibko burjo. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 11 in 13, dnevne pa med 22 in 26 stopinjami Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij poiščite na naši spletni strani, mi pa se ponovno vidimo spet jutri. Nasvidenje.